V podzemlju Šaleške doline, v eni najdebelejših plasti premoga na svetu, leži največje slovensko nahajališče premoga, kjer že skoraj 140 let deluje premogovnik Velenje. Na tem območju so izkopali kar 230 milijonov ton premoga, kar je trajno zaznamovalo podobo doline in njenih ljudi. Najlepši in kmetijsko najbolj rodovitni del Šaleške doline se je zaradi podzemnega prepredanja rudniških rovov začel pogrezati. Izginile so ceste, polja in vasi. Izginilo je kar 400 domačij in okoli 2000 prebivalcev so morali preseliti. Poglejmo si, kako se na degradiranih območjih tudi zaradi LEADER projektov rojevajo nove zgodbe in podjetniške priložnosti. Priložnosti so v bistvu v povezovanju zgodovine z sedanjostjo in potem tudi prihodnostjo, ko lahko ti nek prostor, ki je bil prej onesnažen, deloval uničeno, lahko prikažeš v zelo pozitivni noti in pripelješ sem nove vsebine z veliko dodano vrednostjo. Na celotnem področju Šaleške doline, to so občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, smo hoteli izpostaviti pozitivno noto tega območja, ki je mogoče izpostavljeno bolj v negativnem smislu, ampak zdaj smo hoteli pa ravno s tem izpostaviti, da tukaj imamo kaj za pokazati, imamo dobre zgodbe, imamo dobre energije in ljudi, ki imajo o tem zelo veliko za povedati. To območje Šaleške doline je izredno zanimivo zato, ker se je iz enega področja, ker je bilo razvito kmetijstvo, ker to so bile ravne površine, spremenilo v jezersko krajino. Se pravi, nastala so 3 jezera in tu najdemo veliko število rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezana prav na jezera, na vodna okolja. Na Inštitutu Eriko smo raziskovalci že dlje časa spremljali biotsko pestrost rastlinskih in živalskih vrst v okolici Šaleških jezer. Na podlagi tega smo pripravili to tematsko pot. Na tej tematski poti smo naredili 15 informativnih tabel, ki prikazujejo izbrane živalske skupine, ptice, ribe, kače, pastirje, metulje in tudi 2 vrsti sesalcev. Šaleška dolina oziroma njeno podeželje je bilo uničeno zaradi odkopavanja premoga in tukaj ne gre pozabiti odgovornosti podjetij, ki so odgovorni za ta dejanja. Na drugi strani pa imajo tudi ljudje, ki so tu živeli in živimo še danes, veliko za povedati in ravno preko LEADERovih projektov, ki pomenijo pristop od spodaj navzgor in s tem pridejo njihove zgodbe na plan, imajo veliko težo. Moji starši, moram reči, da so zelo, zelo dolgo odlašali, ker iz Škal niso hoteli iti. Oni so rekli, tu bomo ostali, kakor dolgo se bo dalo. Ampak, ko je bilo ta premikanje tal do te mere, da je bilo nevarno stanovati v hiši, ni bilo druge izbire. Da se škale pogrezajo, sem najprej opazil pri 3 letih starosti, ko so minirali škalski zvonik cerkve svetega Jurija in ko se je že pričelo pogrezanje pokopališča, kjer smo otroci opažali frapantne prizore, kako so krste gledale iz grobnic. Zbiranje spominov je pravzaprav bilo zadnji čas, da smo se tega lotili, ker so počasi izginjali spomini na nekdanje škale, ki so bile tule v bližini. Središče Škal, prvo, z ogromno cerkvijo svetega Jurija, z 2 šolama, občino in drugimi stavbami. Obstaja neka globoka bolečina zaradi izginjanja te vasi, zaradi teh dogodkov, ki so se zgodili po vojni. In nam se je zdelo res potrebno, da to pride na dan. S to knjigo smo jim poskusili vrniti spomine in dati težo temu, kar so doživljali. Upam, da smo jim tudi vrnili košček njihovega doma. Najhujše pri vsem tem je bilo to, da kamorkoli so se vaščani Škal preselili, to ni bil več njihov dom. So se vračali še vedno na to lokacijo in opazovali in razmišljali o trenutkih, ki so jih preživeli tu na tem področju. Tako da ni nobeden, niti eden ni bil vesel, da je rudnik lignita Velenje kopal tudi do 5 milijonov ton letno, kajti več, ko je izkopal, hujše je bilo ugrezanje. V šali sem včasih dejal, da spada med številne ekološke žrtve,
ki so bile takrat potrebne na tem območju rudarjenja, zato da je industrija dobila prepotrebno električno energijo za razvoj in pa napredek gospodarstva v tistih časih. Dejstvo je, da smo mi prišli že v neko, bom rekel, stanje in smo ga vzeli tudi na ta način, da smo pridobivali premog za proizvodnjo prepotrebne takratne električne energije. Odpirale so delovna mesta, nova elektrarna se je zgradila, skratka, potreba po energiji je bila močna. In dejstvo je, da je bila to cena, ki se je ta dolina plačala za kompleten slovenski prostor. Mi se borimo, da ta rudniški prostor, ki danes zajema še preko 1100 hektarjev, in to je za našo dolino kar izredno velika površina, kjer ne poteka več rudarjenja, namenimo za neke nove projekte. V tem okolju nastaja kar nekaj novih projektov, ki so povezani s športom, potem z rekreacijo, tudi z kmetijstvom, pa tudi za nove podjetnike, ki imajo kakršnekoli inovativne ideje, je tukaj vedno odprt prostor oziroma odprta vrata. V tem delu so pravzaprav zginile cela polja in vasi, ki so zdaj potopljene. En del na tem jezeru, en del v Družmirskem jezeru, tam preko. Za določenega obiskovalca tu v bistvu sploh nima predstave, kako je bilo nekoč, ampak sam vidi, kako je zdaj. Zato se v bistvu tako na nek način trudimo, da se bi te zadeve prikazale, kot da se lahko tudi na ta način koristi kot nekaj primernega za turizem in za te zadeve, čeprav je bilo nekoč vprašljivo. Prvi naslov pri Lidrovih projektih je las, ki deluje na nekem območju, v konkretnem primeru je to pač naš las Šaleške doline, ki preko razpisov potem zbira projektne predloge, jih ovrednoti in tisti, ki so prepoznani kot potencialno zelo dobri, so uvrščeni naprej in se potem nadaljujejo v njihovem izvajanju in potem tudi v zelo dobrih zaključkih. Lider sredstva so bila izredno dobrodošla, kajti sredstvi, ki smo jih prijeli z tega projekta, smo si lahko nabavili nekaj predragocenih inštrumentov za našo mladino, ki imamo v našem orkestru ogromno. Kajti, če ne bi bilo mladine, ne bi bilo razvoja orkestra, ne bi bilo podmladka, ne bi bilo takšnega orkestra, ki ga danes imamo tukaj pred nami. Kašte na Koroškem, skrb vsaka hiša je imela za shrambo žita, pa suho meso so sušili noter. In to je bilo. In to so imeli žita predeva za vsako leto teko, da so ga pa za vse leto imeli. No, tako je bilo. Če je bilo 15 ljudi, je imelo pa žita toliko, da je za 15 ljudi bilo prehrane. Ja, kaša bo se tudi največ pomenila za vso hrano, za preživeti. Ko ni bilo trgovin, pa ni bilo za kupiti, pa to se vse doma prodevalo. To je bil ta glavni živež vse, za preživetje. Danes niti četrt tega ne služi, ko so včasih služile kašte. Ko se ne predeluje žito, pa ne predeluje domače predelke, kole bolj v trgovini se živi. Zdaj pa bolj za spominče. Kašte, kot v Mežiški dolini pravijo kaščam, predstavljajo danes pogosto pozabljen in prezrt element ne samo kulturne, pač pa tudi etnološke in arhitekturne dediščine. Lidrov projekt kot rezultat terenskega dela ohranja dragocen spomin na najlepše koroške kašče, njihova imena, starost pa tudi lastnike. No, kašče so brez dvoma že dolgo v zavesti tako strokovne kot laične javnosti, da so izjemen kulturni spomenik in že kar nekaj let potekajo tudi aktivnosti promocije za to vrstno kulturno dediščino. In ta zadnja ideja, da objavimo monografijo o kaščah v Mežiški dolini, je dobrodošla, zato ker delamo še dodatno promocijo za to kulturno dediščino in na ta način opozarjamo na pomembnost te kulturne dediščine tako lastnike kot financerje. Namreč v obdobju, ko so nastale kašte,
je bilo najbolj intenzivno poljedelstvo. Danes poljedelstvo ni več v ospredju, pač pa je bolj živinoreja. In na kašte je potem vezan tudi spomin in pa vedenje pridelovanja žita in pa seveda spomin na znanje, vedenje pridelovanja priprave mošta, jabolčnika, ki je značilna koroška pijača. Projekt Kašte v Mežiški dolini je nastal pred 2 letoma, ko se je nekako realizirala ideja, ki je obstajala v lokalnem prostoru. Tisto samo dokončno pobudo pa je dal posameznik, to je bil lokalni pohodnik gospod Drago Modrijan. On je po teh krajih potoval večinoma peš in slikal te kašte. In ker je potoval tudi po sosednjih pokrajinah v Avstriji in Italiji, kjer te publikacije že imajo pripravljene, je nekako čutil potrebo, da bi nekaj imeli tudi podobnega tudi pri nas. Ti veliki evropski projekti ponavadi zaobidejo lokalno skupnost. Realizirajo se na nacionalni ravni, periferne regije, kot je na primer Koroška, pa ostanejo pozabljene na mnogih področjih. In tukaj je ta priložnost, da se lokalni skupnosti ponudi nek občutek, da lahko nekaj dobi nazaj in na nek način potem tudi predaja materialno ali pa nematerialno kulturno dediščino naprej. Prevečkrat pozabljamo, kakšno bogatstvo imamo in s takšno publikacijo lahko nekako na nek način dosežemo tujino, predstavimo to lokalno posebnost, vso bogatstvo, ki ga imamo in ga potem tudi na določen način tržimo. Seveda pa je pomembno tudi izročilo, ki ga dajemo in predajamo mlajšim rodovom, da bi nekako ohranili to identiteto, ki jo imamo edinstveno. Ti LEADER projekti so, moram reči, zelo pomembni za naše lokalno okolje v Mežiški dolini. In sicer, če jih pogledamo z 3 vidikov, prvo je tu ena kvaliteta življenja. V LEADER projekte se vključuje zelo širok krog prebivalstva, najprej pri načrtovanju, pri sami izvedbi projekta in pa potem seveda rezultati so v korist vsem. Bolj pa je tisto zavedanje lokalnega prebivalstva, da nekaj imajo, da so nekaj ustvarili, da nekaj lahko pokažejo ali samo sosedu ali pa tistemu zunanjemu, ki pride iz drugega konca Slovenije ali pa iz tujine. Lepo je, če imaš v svojem kraju nekaj za pokazati. Ne samo stare kašte, Mežiško dolino je zaznamovala tudi večstoletna tradicija čebelarjenja. V tej dolini, zavarovani pred vetrovi, so imeli od nekdaj dobre pogoje za vzrejo čebel. Prav lep pozdrav z Koroške. Nahajamo se na čebelarsko-sadjarskem učnem centru Fara na Prevaljah. Tu prikazujemo 3 sklope: sadjarstvo, čebelarstvo in pa zeliščarstvo. Dolga leta smo čebelarji imeli željo, da bi uresničili en tak center, kjer bi lahko učencem in ljudem pokazali čebelarjenje. V tem učnem centru se lahko vidi vsa opravila v čebelnjaku. To se pravi od tehnologije čebelarjenja, od raznih postopkov in razna opravila, kot je točenje medu, pobiranje cvetnega prahu in seveda veliko znanja čebelarji ravno na tem čebelnjaku dobijo od strokovnjakov, ki prihajajo sem. Temu čebelnjaku prihajam vsak dan, pa ne samo enkrat na dan, večkrat na dan. Dolgo smo ga gradili, zdaj pa radi prihajamo sem, se tek nedelja zbiramo malo proti večeru, kaj popijemo, pojemo, pa malo se pomenimo, kaj bomo delali pri čebelah. Ta projekt je namenjen tem, da bi v bistvu mlade ljudi, čebelarje, spodbudili še k večjemu v bistvu čebelarjenju. V Mežiški dolini je populacija čebelarja starejših in ravno priložnost v čebelarstvu je ena veja, ki v bistvu daje tudi kruh marsikateri družini. Nahajamo se v Mežici na razstavi, ki je posvečena čebelarski dediščini Koroške, pa tudi dediščini, ki jo je čebelarjem in čebelarstvu zapustil moj stari oče Rudolf Galob. Zbral je ogromno različnih materialov, od panjskih končnic, ohranil je tudi arhiv čebelarjem iz obdobja od 1921 pa tja do 1968, kar pomeni, da je v bistvu zbral take zaklade, za katere je bilo nujno potrebno, da se jih pokaže. Njemu v spomin in Koroški v čast. Občina
Mežica je podprla postavitev te zbirke v osnovi najprej z svojim denarjem. Glede na to, da je bil pa projekt ocenjen kot zelo kvaliteten in kot sposoben, da se prijavi na javni razpis za sofinansiranje z LEADER sredstvi, in iz tega naslova smo prejeli LEADER sredstva, s katerim si je občina povrnila del vlaganj, ki jih je v razstavo, v stalno razstavo vložila. Skoraj da ni razpisa oziroma ni sredstev, ki bi tako kvalitetno in široko nagovarjali ravno malega človeka in ruralna območja. Tu lahko najdejo, bom rekla, financiranje in neko pomoč, projekti, ki na drugih razpisih v okviru drugih sredstev pravzaprav nikoli ne bi mogli kandidirati. Zaradi tega, ker so premalo pomembni v nacionalnem merilu, so pa izjemno pomembni za lokalna okolja, ker jim odpirajo nove perspektive ali pa omogočajo širitev oziroma izboljšanje razmer na območju, kjer se izvajajo. Zasavje poznamo kot industrijsko območje, kot prostor knapov in steklarjev. Malo kdo pa ve, da so tu doma tudi bogata znanja rokodelcev. V mislih imam pletenje košar iz šibja, drena, leskovih viter in pa vrbovih vej. Gre za stare, skoraj pozabljene obrti, ki pa se danes na območju občine Hrastnik skozi LEADER projekte oživljajo kot nova podjetniška priložnost. V stik s pletenjem sem prišel pred 2 leti in to je organiziralo turistično društvo Hrastnik v povezavi z zasavskim društvom. Učil nas je pa Viko, možakar, mogoče krepko čez 70 let. Pred tem nisem imel nikakršnega pojma, nisem imel možnosti do tega uviti, pač nisem poznal takih ljudi. Sem neizčrpno zadovoljen, da sem prišel do tega, da sem lahko prisoten in da sem obvladal tole veščino. Ja, moram povedati, da v Zasavju je ta tradicija kar močna. Čeprav se mi zdi, da v zadnjih letih se je zelo opuščalo. No in potem smo rekli, da je nekaj treba na tem področju tudi narediti. Glede na to, da imamo še po naših domovih take košare, ki so stare 50, 60, 70 let, se nam je zelo pomembno, da to tradicijo in pa ta stara znanja ohranimo. V bistvu so te košare, ki smo jih še našli po starih senikih, starih hišah, nekako bile vzrok, da smo začeli razmišljati, da ta znanja ohranimo. Za takšno košaro je treba okrog 25 ur. Porabim, da naredim. Naprvo nabrati, hosta, skuhati, plediti in to traja. Rabim dren pa strobot, pa malo žice zvezati pol. Host ga zvijem v kolač, mehen, da gre pol piskati doma, ga dam kuhati uro pa pol, ubelim, pa ga pa obrežem, pa plediti. Najboljše pa sprut plediti, da je lep rumena barva. 2 koša moram letos narediti, če posreč. Pa grablje naredim, če treba. Sam take, da se na znucah malo. Ko ni bilo denarja, ko ni bilo dobrin, so pač ljudje bili prisiljeni delati takšne košare, takšne izdelke, da so pač prihranili tudi pri nekih stroških za osnovna sredstva, recimo na kmetijah. In s tem projektom smo v bistvu dosegli ravno to, da se je zanimanje za izdelavo teh košar, teh izdelkov začelo povečevati, oziroma da se je sploh obudilo zanimanje pri tistih, ki ta znanja še imajo. Nekako smo jim vlili s tem projektom samozavest, priznanje njihovemu delu, dolgoletnemu, ki je že tonilo v pozabo. V tej košari je toliko ur dela, da ga nihče ne more poplačati. In mislim, da je resnično ta LEADER pristop pa tisti, ki podpira tudi takšen način ohranjanja pač te tradicije, kulture
in znanj. Nahajamo se v vasi Tirna. Ta vas je znana predvsem po tem, da je to edina vas v Sloveniji, kjer je še tako veliko število shranjenih sušilnic. Ker običajno so v vseh bile po 1-2 sušilnice, tu je imela pa skoraj vsaka hiša sušilnico. Jaz osebno sem bil pač pobudnik, sem se spomnil, da je možno nekaj narediti za vas. Sem pač pristopil k vsem tem krajanom, tudi preko krajevne skupnosti, moram reči, da je sodelovala, smo se vključili v Las Zasavje in potem smo začeli pogovore z vsemi krajani, ki imajo sušilnice. In jaz v teh pogovorih sem jih poskušal navdušiti. Očitno sem uspel, ker je večina je potem pristopila. Morate vedeti, da so za to potrebna tudi sredstva. Tu ni neko bogatstvo, veliko dohodkov od kmetijstva, da vsi več ali manj delajo tudi v tovarnah in tako dalje. Tako da je bilo kar potrebno predvsej dogovorov, da so ljudje tudi svoje sredstva dali, predvsem v današnjih časih, ko je denar na vseh koncih problem. Vsi smo bili enotnega mnenja, da je to potrebno obnoviti. In zato smo tudi skupaj stopili in pač to izvedeli. Če razmišljamo poslovno, jaz mislim, da je tukaj tudi tržna priložnost. Ne? Glede na to, da je suho sadje čezdalje bolj cenjeno, ne? Mislim, da ima sušilnica perspektivo. Sušilnice so v vasi začele izumirati, po mojem mnenju, ko je šel napredek malo naprej in so se začeli ljudje zaposlovati. In ni bilo to več tako neobhodno potrebno. In s tem so pač začele tudi propadati. In v vas jih je zelo veliko propadalo. Tudi ta, pred katero zdaj stojimo, je bila v propadanju, no, rešili smo jo tega. Dober dan. Dober dan. Ja, slive tukaj se sušejo približno tam 7-8 dni. Zavisi tudi malo, kakšno je vreme. Zdaj, če je deževno vreme, je to malo vpliva. Treba je pa okuriti res kar pogosto. Zdaj, približno 3 ure je treba to malo pogledati pa okuriti. Jaz sem se odločil, da bom to obnovil, zato ker so moji predniki in da bo to ostalo za naprejšnje rodove. Pa da bojo videli, s kom so se preživljali tudi včasih. Tukaj je gospod Čibej začel nas malo spodbujati, da ne bi skupili skupaj in da bi te sušilnice pač obnovili. In potem so se začeli dogovarjati. On je bil, imamo tudi veliko spodbude tukaj in to se je začelo počasi odvijati in lani smo speljali do tega, kar je, da smo to obnovili v takem stanju, ki je zdaj. Pomoč je bila, ne, in smo rekli, nekaj bomo tako dobili, nekaj bomo pač sami dali, ne, in bi to lažje kaj popravili pa zrihtali, da bi se to malo osvežili, ker verjetno bo tole s cajti še bolj potreben, da se bo to delalo, ne. Toplo mi je pri srcu, da se takole odvija pa da se dela na tem. Predvsem je to nek prispevek k temu, da so ljudje tudi začeli razmišljati, da lahko spreminjajo stvari na bolje. Začeli smo tudi razmišljati, da bi naredili razsvetljavo v vasi s tem, da bi uporabili sončno svetlobo kot vir energije, če nekaj igrišča, otroška in tako dalje. Vse to se lahko spelje preko teh projektov, tako da nekaj ideje videli bomo, kaj bo nastalo iz tega. Ljudi smo spodbudili, da razmišljajo o tem, da je potrebno obuditi staro dediščino, tako z običaji, kot tudi kulturno stavbno dediščino. Na dolgi rok bi lahko bila ta 2 projekta tržno usmerjanja kot 2 produkta turizma za Zasavje v okviru Tri krasne znamke, ki jo razvijamo v Zasavju, in to sta odlična produkta za vključitev v turistično ponudbo.